Lepo pozdravljeni na tem drugem jesenskem spletnem seminarju Društva revmatikov Slovenije. Čeprav so ta teden šolske počitnice, kronična bolečina ne počiva, ampak tudi mine. In danes bova z vami psihologinja dr. Barbara Horvat-Ravter z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča in novinarka Urša Blejc. Gotovo že veste, morda tudi občutite, kako večplastno človeka zaznamuje bolečina. Vpliva na misli, na čustva in vpliva na to, kako se obnašamo. Lahko nas na primer naredi precej manj prijazne, kot smo v resnici, in tega si seveda ne želimo, kajti ob bolečini še bolj potrebujemo ob sebi prijatelje. Naša prijateljica danes bo tudi dr. Barbara Horvat-Ravter in upamo, da nam bo povedala, kako lahko z našim delovanjem in ne le zdravili vplivamo na to, da bo bolečina manj obremenila naše življenje, ali kot smo zapisali v naslovu tega seminarja, da bo manj boleča. Zagotavljam pa vam, da nas današnja predavateljica ne bo skušala prepričati, da bolečina ni pomembna ali da morate ob njej zgolj stisniti zobe in živeti dalje. Njeni nasveti bodo precej bolj uporabni. Zato bomo predavanje oziroma celotni dogodek tudi danes posneli, da bo na voljo za ponovni ogled. Po predavanju pa bo naša gostja odgovarjala še na vaša vprašanja. Zato vas že zdaj vabim, da jih zapisujete v okence za pogovor chat. Za ogrevanje, preden začnemo s predavanjem, imamo še eno vprašanje za vse udeležence. In sicer nas zanima, kako pogosto se vi spoprijemate z bolečinami. Tako, anketa upam, da se vidi tudi vam, tako da lahko glasujete, izberete lahko enega od odgovorov, na voljo pa imate nikoli, občasno, pogosto in pa redno. Medtem, ko čakamo na odgovore, pa lepo pozdravljeni, dr. Barbara Horvat-Ravter. Pozdravljeni, hvala lepa za tako prijazen in izčrpen nagovor in predstavitev, sem zelo dobro. Me veseli, da sem danes lahko z vami in meni so se že izpisali odgovori na prvo vprašanje. Tako, tudi nam so se, tako. Ja, in zdaj, ko vidim, da se malo več kot polovica spoprijema z bolečino, vsak ali pa skoraj vsak dan toliko bolj vidim, da bo predavanje verjetno aktualno za slušatelje in se veselim, da bom lahko podelila delček tega, kar delam v svoji službi tudi z vami in upam, da bo čim več od koristi in da bo obrodilo sadove. Tako je. Naj bo to kar izhodišče za predavanje, ki sledi. Dr. Horvat-Ravter, kar predajamo besedo in zaslon, izvolite. Hvala lepa. In še enkrat lep pozdrav vsem udeležencem današnjega druženja. Jaz bolj rada govorim, da to ni neko predavanje, ampak bolj druženje. Na žalost se ne vidimo in ne moremo vzpostaviti nekega malo bolj pristnega stika, je pa na voljo tudi ta klepetalnica, klepet in ste dobrodošli, da tudi sproti postavite kakšno vprašanje, jih bom zelo vesela in se bom po najboljših močeh potrudila, da bi tudi odgovorila na njih. Ja, in za začetek sem pripravila na tale prvi slajd, sem dala en odtis, prstni odtis. To pa zato, ker smo ljudje zelo, zelo različni, zelo individualni in ne glede na to, da imamo neke smernice za obravnavo kronične bolečine, da imamo tehnike, ki jih svetujemo, pa učimo in nam pomagajo pri spoprijemanju s kroničnimi bolečinami, je zelo pomembno, da vedno prisluhnemo samemu sebi. Vsak izmed nas je drugačen in tudi vsak se na drugačen način spoprijema z bolečino. Zato je pomembno, da vidimo to individualnost, te razlike med posamezniki in poskušamo tudi obravnavo in pristop individualno prilagoditi. Danes bi se torej pogovarjali o tem, kako je, ko boli in kako naprej, kaj zdaj, ko je bolečina prisotna.
Zato sem razmišljala, da bi vam najprej povedala malo glede tega, kaj to je bolečina in kdaj govorimo o kroničnih bolečinah, kaj so tisti dejavniki tveganja, ki vplivajo na to, da se bolečina lahko pojavi ali pa da akutna bolečina preide v kronično bolečino. Ker sem psihologinja, bi kar velik del namenila psihološkim posledicam, za katere ugotavljamo, da so zelo intenzivne mnogokrat in pomembno posegajo v kakovost posameznikovega življenja. Pogovorili bi se tudi o različnih načinih in procesih prilagajanja na bolečino in na življenje z bolečino, in pa ker je trenutno smo vsi zelo vpeti v tole aktualno situacijo koronavirusne bolezni. Šli smo skozi epidemijo in tudi že ugotavljamo vplive epidemije in covida na duševno zdravje in pa tudi na kronične bolečine. Ja, vsi, ki ste udeleženi, ste odgovorili, da imate že nekaj izkušnje z bolečino. Vsi jo imamo, že ko pridemo na ta svet, je ena oblika bolečine prisotna in zato se mi zdi zelo pomembno, da o bolečini govorimo, da jo spoznamo in pa predvsem, da se jo naučimo sprejemati. Bolečina je sicer opredeljena kot telesna izkušnja, oziroma ko koga vprašam, kaj pa je zate bolečina, ne vem, otroci pokažejo na kak del telesa, boli me, starejši reče nekaj zoprnega, kar ne gre vstran. Ampak poleg tega, da je to telesna izkušnja, ki se lahko pojavlja v enem ali večjih delih telesa in je opredeljena kot neprijetna, pa vedno zajema tudi posameznikovo čustveno odzivljanje. Torej, ko je neka telesna zaznava, ki je neprijetna, prisotna, vpliva na naše celostno delovanje, na naše misli, na naša čustva. In zato, ker ne zajema samo telesa, ampak nas, posameznika kot celoto, pravimo, da je multidimenzionalna. In v nadaljevanju predavanja bomo tudi slišali, da večina pristopov v obravnavi kronične bolečine je tako imenovanih body mind pristopov. Torej, ko se srečujemo z bolečino, je zelo pomembno, da se poleg tega, da se osredotočamo na telo, osredotočamo tudi na vse te druge procese, ki jih imamo, ki jih nosimo s seboj, na našo duševnost, na naše misli, čustva, tudi vedenje. Ja, jaz zelo rada, ko se z mojimi pacienti pogovarjam o bolečini in ko raziskujemo, kako bolečina vendarle vpliva na njih, na njihovo vsakdanje delovanje, pokažem to prispodobo za kozarcem vode. Tudi danes imam pripravljeno, ni vino, ampak je rdeče barve, da bi bolj videli. In če si zdaj vi predstavljate mene, da tole držim 1 minuto, 5 minut, 1 uro, če imate pri sebi kaj takega, tudi sami lahko sprobate in boste videli, da na začetku še gre. Zdaj še nič ne boli, je še v redu po 1 minuti. Če bi vztrajali in držali 5 minut, bi bila naša roka že trda. Če imate kakšne asociacije, jih tudi v chat lahko napišete, kaj bi se še začelo dogajati. Bi bila že bolj mravljinčasta, začeli bi razmišljati že o tem, kdaj bo konec, da ne zmoremo več. Če bi vztrajali pa celo uro ali pa še dlje, pa roke verjetno niti čutili ne bi več. V takih bolečinah bi že bila, naše doživljanje v tem bi bilo pa že zelo izrazito, od teh misli, da ne zmoremo, da je že ogromno enega trpljenja zraven, da nam je težko, da nima več smisla. In to se začne dogajati takrat, ko se spopadamo s kronično bolečino. Čeprav ostane vsebina enaka, če bi držali tale kozarec vode 1 uro,
bi ves čas bil 1 deci, ampak naša zaznava teža, ki bi jo ta količina prinašala s sabo, ker bi trajala, bi pa bila vedno bolj intenzivna in bi to zelo, zelo vplivalo na naše doživljanje. In jaz ob besedi bolečina vse pogosteje najprej pomislim na trpljenje, ker pride s časom res zelo do izraza, bolečine povzročajo ogromne stiske in je zato res zelo pomembno, da skušamo to trpljenje prepoznati, ga raziskati, kaj vse vsebuje in potem tudi osmisliti na en tak način, da je za posameznika sprejemljiv in pa tudi lažji. Evo, in če imamo še malo v mislih tale kozarec vode, ki ga držimo in ne spustimo, lahko pridemo do tega, da spoprijemanje z bolečino, ki traja, vpliva res na naše celostno delovanje, na mišljenje, na čustva, na telesne občutke in na vedenje. Zdaj velikokrat v praksi, ko delamo s pacienti, ugotavljamo, da se zelo, zelo slabo poznamo, da ne ločimo, kaj je misel, kaj je čustvo, kaj je telesni občutek in kaj je vedenje. Da vam jaz zdaj tole malo razložim, v upanju, da vam bo v pomoč pri poznavanju samega sebe. Pa bom mogoče najprej začela s tistim, kar nam je najbolj dostopno. Vedenje je to, kar vidimo navzven. Na primer, če nekoga boli že 3-4 mesece in bolečina ne poneha, kako se začnemo vesti? Je kdo kaj napisal? Ali podelil kakšno izkušnjo? Je verjetno zdaj tole težje. Ja, ampak takrat, ko je res že zelo težko, ja, tako, gospa Petra, hvala, tečni postanemo, godrnjamo, ja, super. Je to neko vedenje, ki se vidi navzven. V nekih zelo ekstremnih situacijah, nestrpnost, ja, nervozna, da ste nervozni, sitni, zahtevni. Ja, kakšna fajna skupina ste vi, kako ste aktivni, lepo. Da vam je vse na poti, da se umikate v samoto, da ste agresivni, super, hvala vam za vse te iztočnice in asociacije. Zdaj pa, da jih mi malo popredalčkamo v te 4 kategorije. Vedenje je to, kar vidimo navzven. In sem bi pasalo to, ko pišete, da se umaknete v samoto, da začnete godrnjati, potem med telesne občutke. Telesni občutki je to, kar doživljamo navznoter. Drugi lahko opazijo, ampak bolj smo s temi telesnimi občutki mi sami v stiku. Na primer, nestrpnost se lahko čuti kot telesni občutek v obliki tesnobe, da je ena teža v prsnem košu, da nam začne srce hitreje utripati, da se bolj potimo, da postanemo nemirni. Potem čustvovanje, je nekdo zelo lepo napisal, gospa Valerija, da se začne pojavljati depresija. Ja, vedno več je takih občutkov, žalosti, tudi agresijo ste omenjali, jeza je zelo pogosto čustvo pri spoprijemanju z bolečinami in s kroničnimi bolečinami. Lahko tudi občutki nemoči, toliko vsega sem že poizkušala, pa ni boljše, je kar bolečina prisotna, obup. Potem mišljenje. Največ težav imajo pacienti z razlikovanjem čustvovanja in mišljenja. Misli so ponavadi daljše, bolj konkretne, medtem ko so čustva abstraktna. Osnovna čustva so veselje, žalost, jeza, strah in gnus. Pri spoprijemanju z bolečino so v ospredju žalost, strah in jeza. Misli
So pa interpretacije tega, kar doživljamo. Naprimer, že 2 meseca me boli, nič ni pomagalo, nikoli ne bo boljše, neki naši zaključki, vse je brez veze, kaj mi še lahko pomaga, zakaj se je meni to zgodilo. Da zdaj gremo na naslednji slajd, kjer imam še malo bolj opredeljene in razložene te pogostejše psihološke posledice, do katerih lahko pride, kot ste že zelo lepo v teh vaših asociacijah mi pomagali in tudi omenili, je jeza zelo pogosta. Potem pa v daljšem obdobju neke žalosti, zaskrbljenosti, pogosto prihaja tudi do depresije, do anksioznosti. Raziskave ugotavljajo, da je anksioznost, to je ta nenehna zaskrbljenost, predvsem glede prihodnosti in trenutnega stanja, celo 4-krat pogostejša kot sicer v populaciji. Ja, pa da vam podam še razliko med strahom in anksioznostjo, ker nekateri to malo težje razločujejo. Strah je vedno vezan na neko konkretno situacijo. Naprimer, strah me je, kakšni bodo izvidi nekega pregleda, ki ga imam, vezano na konkretno situacijo. Anksioznost je pa razpoloženje, ni čustvo in je prisotno lahko večino časa v dnevu. Jo čutimo kot eno tako zaskrbljenost, tesnobnost v telesu. Potem na področju mišljenja lahko prihaja do tega, da se misli o bolečini, o tem, kako se spoprijemati z njo in kako naprej z njo, kopičijo, da jih je vedno več. Da ena misel rodi drugo misel. Zakaj jaz, kako naprej, nikoli ne bo boljše. Ste se že kdaj opazili, da bi padli v tak začaran krog tega razmišljanja? Temu pravimo ruminacije, ponavljajoče se misli o trenutnem stanju, o bolečini, in pa magnifikacija je tudi en tak mogoče malo bolj tuj izraz za nas, pomeni pa, da spoprijemanje z bolečino postane osrednja aktivnost našega dne, da večino časa v dnevu posvečamo temu, kako se spoprijemati z bolečino, da iščemo neke rešitve ali pa samo se predamo v nek obup. In na začetku, ko se bolečine začnejo pojavljati, je vse to povsem normalen in zdrav način odzivanja, ker nihče od nas ni vesel, če nas boli, se ne more počutiti dobro in tudi rabimo tak odziv, ker pripravlja en teren za sprejemanje nečesa novega. Ampak ko pa te bolečine in tak način odzivanja, ki zajema depresijo, žalost, obupavanje, traja predolgo, pa postane neučinkovit. In takrat je pomembno, da to prepoznamo, da se začnemo zavedati, da to ni več zdravo odzivanje in da začnemo delati v tej smeri spreminjanja, kaj lahko delamo na način, da bo bolj učinkovito. Če se z bolečino spoprijemamo dlje časa in imamo te neučinkovite načine spoprijemanja, da smo dlje časa depresivni, anksiozni, lahko pride tudi do tega, da se naše kognitivne funkcije spremenijo. Kognitivne funkcije so miselne sposobnosti in zajemajo pozornost, spomin, sposobnosti načrtovanja. To psihologi preverjamo tudi z psihološkimi testi. In veliko naših pacientov sporoča o tem, da se ob daljšem spoprijemanju z bolečino že težje koncentrirajo, pravijo, tako sem že postala raztresena, ker založim nekje stvari, pa jih ne najdem več. Posledice se vse bolj s trajanjem bolečine začnejo opažati tudi v vedenju, vsakdanjem delovanju, kakovost lahko postane slabša. Lahko so manj aktivni zaradi spoprijemanja z bolečinami, hitreje utrudljivi, motnje spanja so skorajda pravilo pri spoprijemanju z kroničnimi bolečinami. Ja, to je gospa Valerija napisala, možganska megla pa motnje spomina. Ja, ste zelo
dobro obveščeni o tem. Upam, da ni to tudi vaša izkušnja, ker je res neprijetno. Pri fibromialgiji, ki je ena oblika kronične bolečine, je zdaj v zadnjih letih prav nastal termin fibrofok in pomeni to možgansko meglo, težave s koncentracijo, spominom. In tudi to je en razlog, zakaj je potrebno učiti se nekih načinov spoprijemanja, ker so te spremembe v prvi fazi še obvladljive in lahko tudi vplivamo na to, da se naše sposobnosti povrnejo nazaj. Jaz sem tudi dodala, ker trenutno malo bolj delam z otroci, predvsem pa z mladostniki, in se mi zdi pomembno, da tudi to delim, da se s kroničnimi bolečinami sooča tudi vedno več mladih, kjer se pa potem te njihove težave vezane predvsem na šolo in se kažejo skozi vedenje, ki je vezano na šolo, da se začnejo izogibati, da upada njihov učni uspeh. Pri fibromialgiji pa tudi ugotavljamo, da se pogosto začne že v mladostništvu in se potem prenese v odraslo obdobje. In pa seveda nenehno spoprijemanje s kronično bolečino začne zelo vplivati na doživljanje samega sebe, načne našo samopodobo, lahko se začnemo razvrednotimo, primerjamo se, prej sem bila vesela pa aktivna, pa vse sem naredila v enem dnevu, zdaj ne zmorem več tega, kar je tudi težko in lahko sproži en proces, o katerem bomo pa v nadaljevanju povedali malo več. Zdaj v naši ambulanti na Soči imamo izkušnje, da poznamo dve obliki bolečine, in sicer akutno in kronično bolečino. O akutni govorimo predvsem takrat, ko sledi neki poškodbi, neki fizični spremembi, da je nekaj otipljivega, nekaj vidnega, nekaj dokazljivega, ima neki izvor, ki ga lahko z ustreznim zdravljenjem tudi uspešno pozdravimo in vplivamo na to, da se potem bolečina umakne. Na primer, zlom roke sproža akutno bolečino, potem tudi kakšne druge poškodbe, kakšni operativni posegi, ampak to je vse nekaj takega, kar se zaceli in se potem s časom bolečina umakne. Kronična bolečina pa se začne pojavljati takrat, če akutna bolečina ni ustrezno zdravljena in preide v kronično bolečino, ker se poveča neka senzibilizacija telesa, ali pa če je že sama po sebi po svojem izvoru taka, da je bolj nevropatske narave, da nima nekega otipljivega vzroka, ampak se kaže v povišani senzibilizaciji. Pa seveda pri kroničnih boleznih, ko imamo neke kronične bolezni, zdaj vi ste v društvu revmatikov, revma je tudi ena taka bolezen, ki je kronična in tudi sproža te bolečine. Potem sprožilci bolečin so zato, ker imamo različne oblike bolečine, tudi različni. Pri akutnih bolečinah, kot sem že povedala, so to ponavadi neki fizični vzroki, neke poškodbe, bolezni. Potem pri kroničnih boleznih, ko pa se telo že senzibilizira, pa postane bolj dovzetno in občutljivo na bolečino, pa so v ospredju drugi dejavniki, ki so sprožitelji bolečine ali pa njeni vzdrževalci, in zelo pomemben dejavnik je stres. Na primer pri fibromialgiji še nekako ni ugotovljeno, kaj je tisti ključni sprožilni dejavnik, zato jaz rada rečem, da je to kot neki mozaik. Če si ga predstavljamo, je iz različnih kamenčkov sestavljen in potem v nekem trenutku se vsi ti kamenčki povežejo, ravnovesje v telesu se poruši in pride do tega, da začne telo
boleti in da ta bolečina ne popusti. In te kamenčke lahko umeščamo v različne kategorije. Lahko so to dejavniki, ki izvirajo iz posameznika samega in so lahko bodisi neke telesne, genetske značilnosti ali psihološki dejavniki. Zdaj, med telesnimi značilnostmi ugotavljamo, da smo ženske bolj dovzetne za bolečino, predvsem zaradi ravnovesja hormonov, značilnosti hormonov, potem značilnosti imunskega sistema je tudi nekaj, kar je značilnost posameznika, telesa in lahko vpliva na bolečino. Potem kakšne pridružene telesne, duševne bolezni, ker to kaže na posameznikovo povišano stopnjo ranljivosti in večjo dovzetnost. Ugotavljamo, da imajo večje tveganje za kronično bolečino tudi tisti posamezniki, ki so v zgodnjem obdobju življenja bili izpostavljeni različnim stresorjem, če so bile kakšne posebnosti v nosečnosti ali ob porodu ali v zgodnjem razvoju, da so imeli kakšne težje bolezni. Tudi tu še ni nekih dokazov, zakaj je temu tako. Vse bolj se pa špekulira v tej smeri, da se imunski sistem začne odzivati drugače. Ta hormonska os, kortizol, ki je tudi dejavnik tveganja za bolezni, in pa da so ti ljudje že od rojstva bolj nagnjeni k anksioznosti, imajo višje tveganje za anksioznost. Anksioznost se je pa izkazala kot najpomembnejši psihološki dejavnik tveganja, ki kaže na kronično bolečino. Poleg tega so še drugi psihološki dejavniki, ki povečujejo tveganje za razvoj kronične bolečine, in sicer to, da imamo nizko samopodobo, da se težko zadovoljimo sami s sabo, da se ne zmoremo pohvaliti. Jaz v vsakem razgovoru pacienta tudi vedno vprašam, na kaj pri sebi ste pa vi najbolj ponosni. In potem jaz to vprašam, veselo čakam, pa včasih oziroma velikokrat nič. Pa še malo čakam, pa spet nič, potem pa poskušamo skupaj iskati neke pozitivne lastnosti, ki jih prav gotovo vsak izmed nas ima, in je pomembno, da se tudi naučimo to prepoznati. Medosebni dejavniki, ki vplivajo na razvoj kroničnih bolečin, so lahko na ravni družine in pa potem na ravni vrstniških odnosov. Ugotavljamo namreč, da ljudje s kroničnimi bolečinami, zdaj to velja predvsem za fibromialgijo pa kakšne avtoimune bolezni, da imajo kakšne težje izkušnje, da so bili deležni mobinga, nasilja v šoli ali kasneje v službi, da so velikokrat zaradi nasilja morali menjati tudi okolje. Potem na ravni družine, da so odraščali v kakšnih težkih situacijah, konfliktnem okolju, da je bila vzgoja bolj kaznovana, da so bile kakšne težave s sorojenci, velikokrat v tem smislu, da so bili sorojenci bolni, ali da so zahtevali neko posebno pozornost s strani staršev, da je bila bolezen v družini prisotna, ali pa tudi, da kot odrasli, da imajo potem težave v partnerskih odnosih. In kaj je tudi ena taka splošna ugotovitev pri ljudeh s kronično bolečino, ampak to zdaj govorim o kronični bolečini, ki je ne povzroča bolezen, torej bolj o fibromialgiji, da imajo skozi te izkušnje v življenju razvito eno bolj tako nevarno navezanost. To pomeni, da težje zaupajo drugim, da je ta anksioznost pri njih bolj prisotna, da je v ospredju to razmišljanje, da oni niso tako dobri kot drugi, da si dajejo manjšo vrednost. In pa da pogosto opažamo aleksitimijo, ne vem, koliko ste že slišali za to, pomeni pa
težave pri prepoznavanju lastnih čustev, sporočanju o teh čustvih. Velikokrat ljudje, ki imajo aleksitimijo, poznajo samo veselje ali pa samo žalost, kljub temu, da je znotraj teh čustev skrit še strah pa jeza. Torej, to zelo okrnjeno prepoznavanju čustev in sporočanja o njih. To je aleksitimija. Ja, skozi življenje, ko odraščamo, prehajamo skozi različne izkušnje. In te izkušnje nas tudi zelo oblikujejo in vsak izmed nas oblikuje en vzorec svojega vedenja. V psihoterapiji se ukvarjamo z temi vzorci vedenja in v eni smeri psihoterapevtski govorimo o prepovedih in gonilih. Torej, to so prepovedi in gonile, ki jih poznamo. Prepoved je to, da nekaj ne smemo. Ne vem, ne razmišljaj, ne odrasti, ne zaupaj, ker je imel nekdo izkušnjo, da je nekomu zaupal, pa ga je ta izdal in se potem začne držati te prepovedi. Gonila je pa nekaj, kar nas bolj žene naprej in nas usmerja v to, kaj bi naj počeli. Naprimer, da moramo ustreči drugim, ker smo šele potem v redu, ali pa da moramo skozi hiteti, da je pomembno, da smo močni. Pa me zanima, v katerih gonilih pa prepovedih se najbolj prepoznate. Če imate energijo, lahko tudi podelite, napišete v chat. Vsak izmed nas ima kaj od tega, ne glede na to, kdo smo, pa kaj smo po izobrazbi. Aha, potrudi se. Ja, bo tale potrudi se očitno naš današnji zmagovalec, ali kako? Ja, in pri kroničnih bolečinah zelo, pa tudi ustrezi. Potrudi se. Ja, pri kroničnih bolečinah najbolj izstopajo tale gonila in prepovedi. Potrudi se, no, vidite. Ustrezi, ugajaj, bodi močan, ne zaupaj. Pa če vam zdaj povem kak primer, kako se kaže v našem življenju. Naprimer, nekdo je tak zelo vesten, mara red. Slovenci smo sploh, se mi zdi, nagnjeni k temu, ti naši pregovori, kdor ne dela, naj ne je, pa ne odlašaj na jutri, če lahko storiš danes. Naša kultura je taka, da je delo zelo pomembna vrednota. In potem se pogosto srečujemo v ambulanti s tem, da nam na primer gospa reče: ja, prej sem lahko naredila vse v enem dnevu, sem šla v službo, poskrbela za otroke, kljukica, potem sem pomila posodo, oprala perilo, kljukica, ja, potem sem še za moža poskrbela, ki ima tudi kakšne svoje fore, veste, kljukica, in potem, ko sem vse naredila, sem šla spat. Se pravi, nagradimo se z nekim počitkom, z neko skrbjo zase, šele ko naberemo dovolj kljukic. Rečem temu, da smo zbiratelji kljukic. Pomembno pa je, da se naučimo tudi tistega drugega pola. Biti, da si začnemo vzeti več časa zase, da po večerji si rečemo, grem na sprehod, bo tista posoda že počakala. To je zelo pomembno. Ker sicer, če nas ta gonila, če jih ne prepoznamo, če ne vidimo, kako zelo se trudimo, gremo preko sebe. In to je hrana za bolečino. Ker se izčrpavamo, utrujamo. Je pa potem tako, da so spremembe res zelo težke. Da najtežje je delati na sebi. Če si zdaj predstavljate to gospo, ki sem vam jo omenila, in da se odločim in da pa
pa bo rekla, zdaj pa danes po večeri ne bom pomila posode, ampak bom šla na sprehod. In se odpravi na sprehod, kaj se vam zdi, da se lahko začne dogajati? In v večini primerov vse. Imate kakšno idejo? Slaba vest, zelo dobro, ja, občutki krivde se začnejo pojavljati in začne razmišljati, joj, kaj pa če bi šla vseeno nazaj, pa najprej pomila posodo, pa potem vseeno mirno lahko grem na sprehod. Ko začnemo spreminjati naše vzorce, ko jih prepoznamo, razumemo in začnemo spreminjati, se začne pojavljati slaba vest, občutki krivde, zato ker izstopimo iz nečesa poznanega. Vzorec našega delovanja, ta naš način, kako gremo skozi dan, je naša navada. Je zakoreninjen, je naš vzorec in čeprav ni za nas najbolj učinkovit, je varen. Zato, ker nam je poznan. Varnost je zelo pomembna. Skozi celo življenje, pri bolečinah pa sploh. In ko se odločimo, da začnemo ta vzorec spreminjati, stopimo iz ene cone, iz enega območja varnosti na neko novo področje. Kaj pa zdaj to pomeni, če jaz dam sebi prednost in najprej grem na sprehod, pa potem operem posodo? Vrednotenje samega sebe se začne spreminjati. Začnemo lahko razmišljati o tem, zdaj pa nisem več tako dobra, ker se ne trudim dovolj, ker ne ustrezam, pa ker ne skušam ugajati in najprej za druge poskrbeti. In jaz vedno potem tudi usmerjam svoje paciente v to, da so ti občutki krivde zdrava reakcija, pomembna reakcija in da nas samo spominjajo na to, da začnemo spreminjati naš vzorec in da je, če kdaj, je na tej točki zelo pomembno, da vztrajamo, da vzdržimo s temi neprijetnimi občutki. In poskušamo iti naprej. Ker ti naši vzorci, jaz tudi to rada razložim, so zapisani, v možganih so napisani, imajo svoje poti in potem rabijo naši možgani čas. Moramo iti večkrat daljše obdobje vsak dan po večeri na sprehod, da se možgani naučijo, da se ne rabimo več truditi, da smo dovolj dobri, tudi če si vzamemo čas zase in te poti postopoma prepišejo, spremenijo. Ja, zdaj bi pa jaz tukaj prosila še eno vprašanje, imam za vas pripravljeno, če bi lahko odgovorili, na kak način se spoprijemate z bolečinami. Kaj naredite, ko vas boli? Tako, medtem ko čakamo, da se udeleženci odločijo za odgovore, jaz ne smem glasovati, pa mogoče lahko povem. Izvolite, z veseljem. Ja, ne vem, malo sem nagnjena k temu, da grem, mislim, da se obnašam, kot da nečesa ni, a ne, dokler se da, a ne. Da raje gremo stran od tega, kar občutimo, kot pa, da bi dejansko nekaj naredili, če se sploh, oziroma da bi ostali sami z bolečino, a ne. Ja, hvala lepa. Zdaj, v teh opisih so skriti 4 načini spoprijemanja, pa jim bomo zdaj skupaj poiskali ime. Vidim, da tretjina se vas skuša boriti z bolečino, potem še več, večina vas skuša nadaljevati z aktivnostmi, pa jih prilagoditi. Potem nekateri se poskušate vesti, kot da bolečine ni. Najmanj pa se vas preda in počiva. Super, hvala lepa za te vaše odgovore. In zdaj bomo tole povezali z načini spoprijemanja. Ko se začnemo soočati z nečim neprijetnim, se sproži proces spoprijemanja, coping mu pravimo. To je psihološki proces,
ki se sproži takrat, ko posameznik zazna probleme in ko skuša pridobiti neke vire pomoči, jih obvladati. Zelo pomembno je tudi to, da kot je bil tisti prstni odtis na začetku, nas mora spremljati skozi celo današnje predavanje in tudi tukaj je prisoten. Vsak se spoprijema na nek svoj način, zato je to individualen proces, odvisen je tudi od podpore okolja, v katerega smo vključeni, in pa lahko je tudi zelo dolgotrajen proces. Imamo proces sprejemanja in potem proces žalovanja. Pa bomo oba razložili. Za te procese spoprijemanja je značilno, da imamo učinkovit način sprejemanja in potem 3 manj učinkovite. V tistem opisu, da se skušam vesti kot, da se nič ne dogaja, je izogibanje. Potem večina ste odgovarjali, da se spoprijemate učinkovito in da poskušate izvajati aktivnosti prilagojeno. Super, to je zelo dobro in ponavadi rabimo kar nekaj časa, da pridemo do tega spoznanja, tako da z tega nekako razberem, da ste na zelo dobri poti v procesu spoprijemanja z bolečinami. Potem borba, da se ves čas borimo s tem neprijetnim občutkom. Najmanj pa vas je odgovorilo, da je popušča bolečini, da se vda, da ničesar ne poskuša narediti. Včasih je težko prepoznati tudi te načine spoprijemanja in se potem večkrat pogovarjamo kar tako zelo doživeto skozi roke. Če si poskušate predstavljati, da ste ena roka vi, ena pa bolečina in da se borite proti tej bolečini, pa da potiskate bolečino stran. Če bi zdaj to poskušali delati, nekaj časa bi dobili občutek, da bi postale roke zelo napete, da bi bilo težko, da bi vas izčrpavalo na dolgi rok. Če bi se izogibali, je bolečina in mi gremo stran, pa pride bolečina za nami, pa gremo spet stran, postane s časom tudi izčrpavajoče, neprijetno, lahko nas začne postajati strah, ker se ves čas nekaj pojavlja, nekaj neprijetnega, kljub temu, da mu skušamo pobegniti. Popuščanje smo mi, pride bolečina in paf, nas čist poruši, je tudi zelo neprijetno, en tak občutek nemoči, vdanosti. Tole sprejemanje je pa najbolj tak učinkovit, prijeten način, tudi varen. Ja. Sočasno se pa začne pojavljati tudi proces žalovanja. Proces žalovanja je povezan s tem, da sebe prevrednotimo. Verjamem, da ste pozorno sledili in da ste slišali na tistem slajdu o psiholoških posledicah, da se z trajanjem spoprijemanja tudi samega sebe lahko začnemo težje doživljati, slabše doživljati, začnemo žalovati. Prej sem bila vesela, prej sem veliko zmogla, zdaj pa tega ne zmorem več. To je žalovanje za neko spremembo svojega načina življenja in vključuje občutke žalosti lahko, obupa, zanikanja, prevrednotenja, lahko tudi ena taka globoka žalost. In tudi žalovanje je tak normalen proces spoprijemanja v začetni fazi. Pomembno je, da ga prepoznamo in da potem, ko mogoče že traja dlje časa, da začnemo delati na tem, da izzveni. Čeprav ponavadi pride do tega spontano. Tukaj je slika slapa, ker sem zasledila, da v literaturi prikazujejo slap kot metaforo žalovanja. To najprej en tak šok, ko se nekaj pojavi, neka sprememba in strm padec, potem
se tukaj voda najbolj vrtinči, bohoti, mehurčki so, je en tak intenzivno obdobje spoprijemanja, ko je največ teh čustev, zanikanja, žalosti, obupa, jeze, ampak potem postopoma se pa ta voda začne umirjati in spet normalno teče naprej in je tako tudi v procesu žalovanja, ko se nekako zavemo teh sprememb, se jih naučimo, pa večkrat sem že prišla do tega, da je boljši izraz kot sprejemanje, da jaz raje govorim z mojimi pacienti prilagajanje, ker velikokrat rečejo, da je take spremembe težko sprejeti, ampak da se lahko prilagodimo na njih. No, do tega potem pride, da se naučimo živeti s spremembami in prilagodimo na to. Obravnavanje kronične bolečine je lahko kar daljši proces. O tem procesu smo se zdaj že skozi predavanje kar intenzivno pogovarjali. Se pravi, prva stopnička je to, da začnemo prepoznavati in se zavedati našega notranjega doživljanja. Sem spada to, kar je bilo na uvodnih slajdih, da začnemo priti stik s sabo in prepoznavati naše misli, čustva, vedenje, da vidimo, kako neke različne situacije vplivajo na naše odzive. Naprimer, da opažamo, če imam neko sproščeno aktivnost, pa klepetam s prijateljico, me manj boli in se boljše počutim. Če pa skušam neko stvar hitro zaključiti, pa mi ne gre, pa se vseeno silim v to, ker je rok za oddajo se bliža, pa lahko čutimo napetost, pa da se bolečina ukrepi. Ali pa, da je prag naše bolečine krajši sprehod, pa si mislimo, joj, pa tako rada se sprehajam, bom šla pa danes malo dlje, pa to ni ugodno za nas in se bolečina ukrepi. To je monitoring. Pomeni spremljanje samega sebe. Potem prav v procesu obravnave pa psihologi se poglobljeno pogovorimo, naredimo tudi psihološko oceno, se učimo tehnik sproščanja in čuječnosti. Zdaj bom vprašala gospo Blejc, ali lahko zdaj izvedemo eno vajo čuječnosti, ali najprej povem do konca, ker vidim, koliko je že ura, pa jo bomo na koncu. Kaj bi vi predlagali? Lahko tudi malo vmes, da ne bomo samo govorili, a ne? No, super. Potem bi vam pa predstavila eno vajo čuječnosti. Zmotno prepričanje je, da je čuječnost sproščanje. To ni sproščanje, ampak je namenjena zavedanju. Namenjena je temu, da pridemo v stik z svojim doživljanjem. V te namene jo tudi uporabljamo. Je pa res, da je veliko ljudi potem, ko izvaja čuječnost, bolj sproščenih, kar je pa tudi zelo fajn in dober učinek čuječnosti. Za čuječnost je značilno, da pomeni stik v tem trenutku. Se pravi, usmerjena je na doživljanje sebe v nekem danem trenutku. In bi vas zdaj prosila, da se poskušate samo čim bolj udobno namestiti, tam, kjer sedite, kolikor se le da. Bomo izvedli čuječnost v 3 korakih. Lahko zaprete oči in samo sledite dihanju. Opazujete, kako zrak vstopa v telo, kako se širi po njem, izstopa iz telesa. Pomembno je, da dihate s svojim tempom, tako kot vam ustreza. In če opažate, da so šle misli vstran od vas, da razmišljate o čem drugem, ki samo brez obsojanja sprejmite, pripeljite nazaj k sebi, k svojemu dihanju. In medtem, ko dihate, poskušajte prepoznati, kaj v danem trenutku čutite, kakšna čustva so prisotna.
Mogoče čutite veselje, morda je kaj žalosti, jeze, morda vas kaj skrbi. Lahko je prisotno tudi kakršnokoli drugo čustvo, ki ga nisem omenila. Ali pa trenutno ni nobenega posebnega čustva. In skušajte samo sprejeti to, kar čutite, ker je del vas. In se ponovno usmerite na dihanje. Kako zrak vstopa v telo, se širi po njem, izstopa iz telesa. In samo poskušajte prepoznati, kaj pa v danem trenutku razmišljate, kakšne misli so prisotne. Ali ste se med tole vajo ujeli, da ste razmišljali o čemer, kar se vam je že zgodilo? Ali razmišljate, kaj vse vas še čaka? So prisotne kakšne skrbi, prijetne misli? Morda pa niti ni nič posebnega. In se samo tega, kar v danem trenutku razmišljate, zavedate. Poskušate sprejeti kot del sebe. In se ponovno usmerite na dihanje. In ko opazujete, kako zrak vstopa v telo, se širi po njem, se usmerite še na svoje telesne občutke. Kaj pa v danem trenutku čutite v telesu? Mogoče čutite občutke sproščenosti, lahko je prisotna tesnobnost, nelagodje, morda bolečina, lahkotnost ali kakršenkoli drug občutek, ki ga nisem omenila, pa je prisoten in za vas pomemben. Morda pa niti ni ničesar pomembnega v danem trenutku za vas. In to, kar je, samo poskušajte sprejeti brez obsojanja kot en del sebe, ki je trenutno prisoten. In se usmerite na dihanje. Medtem ko dihate, samo še enkrat prikličite čustvo, ki je prisotno, misel ali misli, ki jih zaznavate, telesne občutke, ki jih prepoznavate. In potem s temi spoznanji o sebi, o svojem notranjem doživljanju, postopoma s svojim tempom lahko zaključite vajo in odprete oči, ko ste pripravljeni. Zdaj vas ne vidim in pogrešam tole interakcijo z vami, moram kar priznati. Ampak verjamem, da vas je večina zdaj zaključila z vajo. Upam, da je bila to za vas mogoče nova izkušnja, prijetna, da ste prišli tudi do kakšnega novega spoznanja o sebi. Je pa tako kot vsaka veščina, ko jo pridobivamo, rabimo malo več treninga, več časa. In je ta vaja čuječnosti v 3 korakih lahko zelo učinkovita.
Jaz jo večkrat delam redno, skozi dan se postavim in to potem gre že 1, 2, 3, samo malo razmislim, kako pa sem zdaj, kakšno čustvo je prisotna, misel, telesni občutek, če je karkoli neprijetnega, nelagodje, da to čim prej prepoznam in potem začnem delati na drugačen način, ki bi bil bolj učinkovit zame. In si mogoče to vzamete kot izziv za naslednji teden, da malo potrenirate, se večkrat spomnite na to. Ja, gospa Gorenjak, imate zelo prav, je res potrebno ogromno vaje za to, ker se res lahko potem začnejo pojavljati slabe misli o bolečini. To tudi zelo priporočamo, da se začne izvajati pod nekim vodenjem. Ja, to je torej s področja prepoznavanja, zavedanja. Potem, ko začnemo prepoznavati naše doživljanje in se ga zavedati, je pa pomembno, da ga razumemo. In zelo velik del tega razumevanja je vezan na predhodne slajde, ko sem vam govorila o vzorcih, po katerih delujemo, da prepoznamo te naše vzorce, zakaj nam je pomembno, da poskušamo pohiteti, da se poskušamo truditi, ustreči drugim, da zase najdemo en prostor. Se pravi, delamo na razumevanju teh lastnih vzorcev delovanja in pa povezovanju, kako situacije vplivajo na naše simptome. In ko se tega doživljanja zavedamo in ga razumemo, ga začnemo tudi spreminjati in vplivati na njega, da začnemo uvajati nek nov način delovanja, nove rutine, ki bi vplivale na to, da se bolečina zmanjša. In ravno v tem kupčku spreminjanja se potem začnejo pojavljati velikokrat občutki krivde, s katerimi je pa pomembno, da vzdržimo. Gospa Červar sporoča tudi, da ji joga pomaga, ja. Je tudi kar povezana s čuječnostjo in tako kot sem že rekla, prstni odtis, vsi smo zelo različni, individualni in je res pomembno, da najdemo en tak svoj način. In zdaj tukaj je še povzetek vsega tega, kar nam lahko tudi pomaga, zavedanje in čuječnost smo že omenili, potem da se postopoma skozi te procese spoprijemanja pridemo do tega sprejemanja, prilagajanja. Zelo pomemben koncept v psihoterapiji in v procesu spoprijemanja in soočanja s kronično bolečino je sočutje do sebe, da se naučimo ne biti preveč kritični do sebe, da se znamo pohvaliti, da si znamo postaviti meje, potem da vključujemo v vsak dan čim več nekih sproščujočih aktivnosti, nekaterim pomagajo neke tehnike sproščanja, kot je gospa omenila, tudi joga. Velikokrat pa so to lahko samo neke aktivnosti, ki so nam všeč, ki jih radi izvajamo, ne vem, eni radi kuhajo, drugi radi rišejo, mnogim sprehodi pomagajo. Torej nekaj takega, kar je za našo dušo, da začnemo osmišljati trenutno situacijo, da si postavimo neke drugačne, mogoče nove vrednote, cilje. Pri postavljanju ciljev nam je lahko v pomoč tudi tehnika SMART, pomeni pametno, da si izberemo specifičen cilj, na primer specifičen, vsak dan si vzamem zase pol ure za sproščanje, če tega nismo prej imeli, da je merljiv, na primer pol ure, je dosegljiv v angleščini. To je nekaj, kar načeloma lahko izvedemo vsak dan pol ure zase. R je realističen,
T je pa časovno orientiran time, da si rečemo, to bom zdaj počela, ne vem, naslednji mesec dni, da se malo navadim drugačnega načina. In pa predvsem, da se vse bolj urimo v tem zaupanju samemu sebi, drugim, pa nenazadnje, da poskušamo zaupati tudi sistemu, v katerem smo. In se urimo v učinkovitejših načinih spoprijemanja. Ja, tole bi bilo zdaj z moje strani vse. Hvala lepa, res zanimivo predavanje in polno uporabnih navodil. Imamo še kar nekaj časa tudi za vprašanja in odgovore, vsi ga bomo vzeli pravzaprav, tako da brez skrbi, še vedno ste vabljeni, da jih tudi zapišete v chat. Jaz pa bom kar prišla na vprašanje, eno smo dobili že vnaprej. Kako vse to, kar ste recimo opisovali, pomaga, ko zjutraj vstanemo in smo ogoreli in ko spet odtečejo sklepi in ko res boli, sprašuje gospa Štefka, in jo lahko razumemo, ne? Si lahko kako pomagamo tudi v takšnih okoliščinah, ko ne le, da je bolečina kronična, ampak je hkrati tudi akutna, takrat prisotna in kako takrat ravnamo lahko? Če lahko kot psihologinja ponudite kakšen uporaben nasvet. Ja, zdaj pri teh kroničnih stanjih je tako, da če se spomnimo tiste moje primerjave z mozaikom, da je več kamenčkov in na nekatere kamenčke lahko vplivamo, na nekatere pa ne moremo. In pri teh spremenjenih posebnih zdravstvenih stanjih, kot je ta jutranja okorelost, tudi pacienti s fibromialgijo zelo tožijo o tem, sporočajo o tem. To je nekaj, kar samo po sebi ne izgine in na to ne moremo vplivati. Lahko se pa naučimo, kako se odzivati na to. Da vzamemo, da je to nek del našega življenja, da je zjutraj bolj intenzivno, pa da poskušamo, ne vem, pristopiti bolj pozitivno, da si ne naložimo preveč teže že zjutraj. Se spomnim ene gospe, ki je rekla, da se zaradi okorelosti prebuja 1 uro, ker ji je tako težko zaradi tega, da ne zmore iz postelje. In potem smo delali na tem, da je ona ozavestila, da to ne bo šlo vstran, da ji bo pa pomagalo, če bo šla hitreje iz postelje. In potem, ko je vstala, sčasoma prišla do tega, da je kar šla iz postelje, se malo pretegnila, potelovadila, si pripravila belo kavo, ker je to ona doživljala, da je nekaj zanjo, za njeno dušo, da jo pocrklja in je potem s takšnimi načini, z eno navado, ki je prijetna, lažje šla skozi to. Hvala za tole navodilo. Gospa Silva pa je poslala vprašanje o tem, ali stres lahko vpliva na zagon bolečine, tudi tako zelo neposredno, ker imajo v družini neko stresno situacijo in se je prav včeraj potem pojavilo hudo vnetje in bolečina v kolenu. A je to lahko povezano med sabo? To je zelo povezano. In ko sem še delala s pacienti s fibromialgijo, ko smo imeli te poglobljene pogovore, smo tudi zelo ugotavljali, da pri praktično vseh pacientih se je kronična bolečina začela pojavljati po nekem težjem stresnem obdobju. Ali po kakih ločitvah, po kakih konfliktih, boleznih, smrti v družini. Gospa tudi pravi, da je po naravi perfekcionistka. Osebnostne lastnosti tudi verjetno vplivajo na doživljanje bolečine, ampak osebnostne lastnosti težko spreminjamo. So res del nas, ampak definicija osebnosti tudi pravi, da sicer je osebnost trajna pa edinstvena enota, ampak se s časom lahko spreminja. In sploh, ko mi prepoznamo neke naše značilnosti in lastnosti, za katere bi želeli, da
jih spremenimo, se tudi da veliko narediti v tej smeri. In ta perfekcionizem, vestnost sta zelo povezana z gonili, ki sem vam jih danes tudi predstavila. Potrudi se, ustrezi, ugajaj, pohiti. Ja, in ko to zavestimo in ko začnemo razumeti, zakaj nam je to tako zelo pomembno, se tudi te lastnosti potem lažje spremenijo. Je pa verjetno zelo pomembno, da celostno pristopamo do te bolečine, da ne samo po eni strani zdravili, da tudi ne samo s psihološkim pristopom. Mislim, da imate na Uri Soča tudi nek poseben program za obvladovanje kronične bolečine, tam pa dejansko sodelujejo različni strokovnjaki zraven, ne? Ja, imamo program za obravnavo kronične nerakave bolečine za odrasle, zdaj vzpostavljamo še za otroke in mladostnike in je to res, kot sem rekla, da je bolečina multidisciplinarna, da ne zajame samo telesa, ampak tudi naše notranje doživljanje je tudi obravnava temu prilagojena in je v timu zdravnik, specialist fiziater, potem fizio in delovni terapevti, ki se s svojimi znanji osredotočajo na telo, na delovanje telesa, kako obremeniti različne mišice, da pomagajo pacientom ugotoviti, kakšna razdalja pri gibanju je za njih tista, ki predstavlja prag bolečine in je za njih še varna in ugodna, in pa potem psihologi, socialni delavci. Psihologi se osredotočamo na to, o čemer sem danes že kar precej povedala, na notranje doživljanje, spreminjanje vzorca vedenja, socialni delavci pa pomagajo pri vračanju na delovno mesto, tudi s kakšnimi kompromisi, kar se tiče delodajalca. Še Petra sprašuje, najprej pohvalila vaše lepo in zanimivo predavanje. Zanima pa jo, zakaj je v delovnem stresu in pod vplivom adrenalina, zakaj občuti takrat manj bolečin in zmore nadpovprečno veliko ur dela na dan, ko pa je naloga, ki je povzročala delovni stres, opravljena, pa naslednji dan čuti olajšanje in mirnost. Potem pa sledi vedno precej intenzivno poslabšanje in občutanje bolečin in občutki izpraznjenosti in izčrpanosti ter nemotivacija za naprej in potrebuje do 14 dni za ponovni zagon. Adrenalin v resnici tako vpliva verjetno, ne? Na začetku, potem pa nas izčrpa. To večina naših pacientov tudi sporoča na tak način in ima tako izkušnjo kot gospa Petra. Ko je stres aktiven, ko smo pod stresom, bolečine praktično ni. Naši možgani to naredijo. Najprej je ta stres, oni doživljajo kot neka borba, kot borba za preživetje, potem ko se stres sprosti, nas pa te bolečine preplavijo. Da vam dam en slikovit primer, jaz sem delala tudi s pacienti po amputacijah, to je zelo dober primer, ki to pojasni, zato bi ga rada podelila. Je na primer prišel gospod, ko mu je stroj, je imel delovno nesrečo, odsekal roko in v tistem, ko so možgani zaznali, da je to neka nevarna situacija, da je v igri preživetja, so odreagirali tako, da so ga zaščitili s šokom in bolečine praktično ni zaznaval. Potem pa, ko je videl, da so tam sodelavci, ki so poklicali pomoč in ko so možgani zaznali, da bo zanj poskrbljeno, je pa ta adrenalin, ta šok tako padel, da je bolečina po drugi strani tako zelo narasla, da je padel celo nezavest. In v milejši obliki, ampak po tem pristopu, po tem načinu se dogaja tudi s temi kroničnimi bolečinami. Ko smo v neki aktivnosti, smo pod adrenalinom, zdraženi, ena taka anksioznost, ki se je verjetno niti ne zavedamo, je prisotna, potem pa, ko se sprostimo, pa to vzburjenje v telesu pade in takrat dobijo bolečine svoj prostor in se razširijo. Tako, in predstavljam si, da bolečina res prinese potem tudi utrujenost, pa pomanjkanje spanja in zaradi vsega tega se potem še težje spoprimamo z bolečino naprej. To je nek začaran krog verjetno. Ja. Je zelo pomembno ravno to zavedanje, da potem prepoznamo, kakšne situacije vplivajo na nas, na kak način in kje lahko posežemo v ta krog. Imate kakšen občutek oziroma kakšne podatke, kako pogosta pa je taka kronična bolečina prav pri revmatičnih bolnikih verjetno?
je to bolezen, za katero so to bolezni, za katere je prisotnost bolečine kar značilna. Ja, sem nekje prebrala, da naj bi nekje, zdaj ne vem, če so podatki iz te raziskave verodostojni, ampak bi rekla, da ja, med 60 pa 70% ljudi, ki ima revmo, da se na tedenski ravni srečuje z bolečinami. Že nasploh je pravzaprav kronična bolečina, pravijo, kar pogosta med odraslim prebivalstvom, kar okrog petine ljudi naj bi jo doživljala, ne? Ja. Revma recimo se lahko pojavi tudi že zelo zgodaj, tudi pri mladostnikih, pri otrocih. Vi imate kar nekaj izkušenj tudi z delom z otroki. Kako pa z njimi potem delate? Lahko ravno tako uporabljajo vse te metode, te tehnike, in je težje pojasniti, zakaj se njim dogaja bolečina? Z otroci lahko uporabljamo vse te tehnike, ampak na njim prilagojen način, ki je odvisen od njihove razvojne stopnje, se pravi, majhni otroci, ne vem, 2-3 leta stari, lahko pokažejo, kje jih boli, sporočajo o bolečini da jim je težko, kaj malega povejo, in tam moramo delati prvenstveno bolj starši, pa njih učiti nekih tehnik, ker ko delamo z otroci, z mladostniki, vedno delamo s sistemom, v katerem so za starše, družino pa za šolo. Potem pri starejših otrocih je pa vedno več enega razumevanja, vpogleda vase, in so že oni sami zmožni, da se naučijo nekih strategij. Ampak predvsem preko igre, ne vem, sproščanje pri njih je zelo priljubljeno, pihanje mehurčkov ali pa pihanje balonov, ker je dihanje. Ali pa da delamo kako? So tudi metode, s katerimi jim pomagamo. Kako dostopna pa je pravzaprav taka pomoč, a ne? Kje še lahko ljudje poiščejo pomoč, a ne? Prej ste omenjali tisti program na uri Soča, ampak tam so kar dolge čakalne vrste, ste mi prej povedali. Tako da, so še kakšne druge možnosti, a ne? Ali je mogoče priporočljivo, da se obišče tudi psihologa? Kdaj, v kakšnih primerih, kdaj, a ne? Seveda, ko posameznik prepozna, da postane nek proces spoprijemanja pretežek, da sam ne zmore, ali pa tudi že z namenom, da bi se samo radi naučili nečesa novega, je zelo fajn, da obiščemo tudi psihologa. Je pa trenutno tako, da so čakalne dobe povsod kar dolge in opažamo, da je ta covid to samo še poslabšal. So pa načini, najbolj dostopni so zdravstveni domovi, ki so na koncesijo, sicer je pa tudi eno društvo Posvet, kjer izvajajo psihoterapijo in delajo izkušeni psihologi, psihoterapevti, tam je pa brezplačna pomoč. V okviru centrov za duševno zdravje, ki so se zdaj pred kratkim vzpostavili, je pa zelo pomembna in meni osebno se zdi super novost, to področje edukacije, ker pripravljajo delavnice o stresu, o anksioznosti, o depresiji. In če menimo, da bi rabili neke informacije o tem, pa smo naročeni in bomo še nekaj časa čakali, je to tudi ena taka pot, ki je za začetek lahko kar dobra in jo jaz rada priporočam. Koliko pa denimo vplivata prehrana in pa telesna dejavnost? Telesna dejavnost gotovo vpliva tudi na psihično počutje in s tem potem tudi na drugačno občutanje bolečine, a ne? Ja, prav gotovo je vse povezano. Zdaj pri nas v tej ambulanti za kronično bolečino delajo že neke poglobljene raziskave tudi glede prehrane. O tem vam ne bi mogla podeliti kaj dosti, ker nisem seznanjena tako zelo, ampak vem, da so pa vplivi že zelo pomembni, gibanje pa sploh. Predvsem je pa pomembno, da se gibamo in da se gibamo znotraj svojega praga bolečine, da ni tega gibanja preveč,
premalo, da ugotovimo eno tako ravnovesje in da tudi izberemo prave vaje. Zato je fajn, če imamo možnost podpore, pomoči pa svetovanja nekoga, ki se spozna na to. Na primer, eno zmotno prepričanje je, da plavanje pomaga pri kronični bolečini. Pa ni res. Plavanje s svojo prisilno držo neugodno vpliva na bolečino, medtem ko gibanje v vodi, ki ga tudi mi zelo vključujemo, je pa zelo učinkovito. Prepričana sem, da tudi te vadbe v vodi revmatiki zelo pridno izvajajo, čeprav ne vem, kako je zdaj v tem času, če se to še izvaja zaradi te epidemije in podobno. A lahko preprečimo potem, da dejansko ta bolečina ne pripelje do depresije, do tesnobe, z nekimi pravimi ukrepi dovolj zgodaj? Če lahko preprečimo, ne? Rekli ste, da prihaja tudi do depresije, do tesnobe, a ne? Verjetno je pomembno v pravem trenutku poiskati pomoč, Ja, seveda. Je ključna pomoč v pravem trenutku. Sicer velikokrat pri kronični bolečini zdravniki radi predpišejo antidepresive, ne vem, koliko ste seznanjeni s tem, pa mogoče še to na kratko podelim pa razložim, ker se mi zdi, da se antidepresivom dela ena taka krivica in vzbuja strah, nezaupanje med ljudmi, ker če dobijo antidepresive, mislijo, da so depresivni. To se mnogokrat pri bolečinah ne počne s tem namenom, ampak zato, ker imajo antidepresivi poleg tega, da vplivajo na razpoloženje, pomembno funkcijo tudi vplivanja na bolečine in je zato en način procesa zdravljenja tudi preko antidepresivov, da vidijo, koliko lahko nadomestijo in vplivajo na neke hormone v telesu, da bi bilo posledično manj bolečine. Mogoče je včasih narobe razumljeno tudi to, če te nekdo pošilja k psihologu ali pa k psihiatru zaradi bolečine, to ne pomeni, da ta bolečina ni prisotna, ne? To pomeni samo, da potrebuješ pomoč pri spopadanju, verjetno. Tako, ja. Ko posameznik sporoča o bolečini, mu je vedno potrebno verjeti. Žal mi je, če ima kdo drugačno izkušnjo in naleti na nezaupanje, ampak ja, bolečina je prisotna, pomembno je verjeti, prisluhniti. Nikoli ne moremo razumeti, kako se nekdo počuti, ker nismo v njegovi koži, lahko pa verjamemo in ven iz tega ogromno naredimo. Petra je medtem sporočila, da se tale vadba v bazenih že izvaja, tako da to spet poteka in lepo, da poteka, ker smo slišali, da pomaga. Mene pa zanima, težko si je predstavljati res, kako lahko pomaga osredotočenost na sedanji trenutek, to, kar smo delali prej, ne? Če je v tem trenutku prisotna hkrati tudi bolečina, ne? A ni potem bolje, če se zamotimo s čim drugim, da mislimo na kaj drugega? A ni to bolj tako neka želena stvar v tistem trenutku? Ja, tu je tudi pomembno, da malo prepoznamo, kakšen tip človeka smo. Če smo po naravi bolj pesimistični, bolj tak tip človeka, ki hitreje pade v obup, je neko zavedanje tega trenutka res priporočljivo in je bolje, da se zamotimo, sicer je pa namen tega zavedanja tudi to, da danih občutkov ne obsojamo, da se preko tega bolj učimo sprejemati, zavedati se, da so tu. Pa komu povedati o bolečini? Družinskemu zdravniku, revmatologu, družinskim članom? Bodo vsi razumeli, ne? Da ne bo potem nekdo to rekel, spet jamramo ali pa kaj podobnega, ne? To pa potem spet negativno vpliva verjetno, če že nekomu poveš, pa potem imaš občutek, da nisi razumljena, ne? Ja, to se lahko večkrat smo imeli paciente oziroma prevladovali so pacienti, ki so imeli izkušnjo, da niso razumljeni, ampak kljub temu je pa zelo pomembno govoriti o svojem
doživljano, govoriti o bolečini in pogovor z družinskimi člani je seveda tudi ključnega pomena, ker so oni tisti, ki nam lahko pomemben del bremena tudi odvzamejo oziroma ga vsaj olajšajo. Še eno vprašanje, ali se na dolgi rok možgani ob intervalnih dolgotrajnih izkušnjah stresa in potrebe zaradi zagotavljanja funkcionalnosti mentalne in fizične, da eliminirajo občutenje bolečine, dobesedno pretirano kurijo? To je kar zapleteno vprašanje. Skratka, se možgani utrudijo, če se ob teh dolgotrajnih izkušnjah stresa in ko želimo vseeno delovati kolikor toliko normalno. Ja, ponavadi se to potem kaže v obliki kakšnih duševnih bolezni, izgorelost, depresija, kakšna kronična anksioznost, vse utrudijo. Zato je toliko bolj pomembno, da razvijamo sočutje do sebe, da najdemo te protiuteži, sprostitev, prijetni občutki. Rekli ste, da so med moškimi in ženskami glede občutanja bolečine razlike. A so tudi razlike pri načinu spoprijemanja z bolečino? Tudi opažamo razlike v načinu spoprijemanja. Moški se velikokrat bolj spoprijemajo s kakimi aktivnostmi, s kakim športom, medtem ko smo ženske bolj naravnane v pogovore, v spoprijemanje s čustvi. V tem opažamo ključno razliko. Ampak učimo pa vse, tako moške kot ženske, enakih načinov spoprijemanja. Če stres poslabša bolečino, potem to preteklo leto oziroma 2 ni bilo prav ugodno za te občutke naše. Kaj bi rekli, ste opazili, da imajo ljudje tudi z bolečino zaradi tega težkega obdobja zdaj več težav? Ja, opažamo, da je več težav in opažamo tudi, da je več napotitev zaradi kroničnih bolečin, ker je ta epidemija zelo posegla v kakovost našega življenja. Raziskave kažejo, da je prišlo do da so pogostejše težave s spanjem, da je več težav oziroma sprememb na področju gibanja in pa v nekem splošnem razpoloženju pa več anksioznosti in negotovosti in da to prav gotovo zelo vpliva na doživljanje kronične bolečine. In predvsem v prvi fazi, ko je bilo pa popolno zaprtje, je bil pa tudi dostop do strokovne pomoči oviran, otežen oziroma mestoma tudi povsem onemogočen, kar je pa še dodatno vzbudilo te občutke in jih okrepilo. Bi nam morda lahko ob koncu današnjega dogodka, da se še malo sprostimo, mogoče pokazali še kakšno vajo? Lahko, z največjim veseljem. Pa bi se mogoče usmerila na tisto najbolj osnovno vajo sproščanja, to je dihanje. Ker dihanje velikokrat izvajamo neučinkovito, nepravilno. Ko kdo reče globoko dihanje, pomislimo na to. In to ni ustrezno. Zdaj bom jaz malo tole kamero spremenila, pa se lahko kar poskušata tako udobno usesti, ampak s poravnano hrbtenico. In date eno roko na prsni koš, eno pa na trebuh, zato da imamo kontrolo. Ker je pri tem dihanju, ki je namenjeno sproščanju, pomembno, da dihamo z trebušno prepono. Ker če dihamo s prsnim košem, se te mišice napenjajo in delajo na tak način, da nas kvečjemu bolj utesnjujejo, ne pa sproščajo. Trebušne mišice so pa povezane v hrbtu s predeli, ki delujejo sproščujoče. In pomembno je, da ko vdihujemo, da se dviguje tale spodnja roka, trebušna prepona, in da je izdih daljši od vdiha. Pa lahko nekajkrat ponovimo. Vdihnemo s trebuhom, se pravi roka, ki je na prsnem košu,
se ne premika. Lahko tudi malo zadržimo in izdihnemo. Zelo pomembno je, da pri tem sledimo sebi, nekaterim paše, da je dihanje glasno, da se sliši, s tem ni nič narobe. Sama hitrost dihanja ni pomembna, pomembno je res to, da dihamo z trebušno prepono in pa da je izdih daljši od vdiha. Zdaj to vseeno taka splošna navodila. Pomembno je, da si to zapomnite, pa potem, da sami doma potrenirate, vadite, mogoče še 2-krat skupaj naredimo. Zdaj si bom predstavljala, da delate z mano, se pravi, vdihnemo. In izdihnemo. Pa še enkrat. Število teh ponovitev vdihov in izdihov prilagodimo sebi, svojim potrebam. Je pa nekako priporočljivo, da jih je vsaj 5 do 6 naenkrat. Seveda, če pa smo bolj napeti, pa tudi več. Res najlepša hvala še za to sprostitveno vajo, s katero bi se morda lahko za danes poslovili, da imajo vsi priložnost še, da gredo na sprehod brez slabe vesti, kar smo tudi že prej omenili. Hvala vam, psihologinja dr. Barbara Horvat Ravter, za vse koristne napotke. Nova strokovnjakinja pa bo z nami že naslednji teden, v četrtek, 4. novembra, docent dr. Katja Perdan-Pirkmajer, nam bo več povedala o zunajsklepnem pojavljanju revmatične bolezni. Še naprej, torej, lepo vabljeni v našo družbo in k spremljanju spletnih seminarjev Društva revmatikov Slovenije in revije Viva medicina in ljudje. Lep večer, mirne praznike in prijetno jesen vam želim. Urša Blec. Hvala lepa, še enkrat tudi v mojem imenu, za posluh, za to, da smo bili skupaj in za vsa vprašanja in sodelovanje. Mi je bilo resnično dragoceno in vam želim vse dobro na vaših poteh, tako čim bolj učinkovito in pogumno spoprijemanje tudi z lastnimi vzorci delovanja in z bolečino. Najlepša hvala. Enako.